Zaokroževanje števil na desetice, 4. razred osnovne šole. Zakaj se sploh moram naučiti zaokroževati? Se je spraševal Jaka. Tega sploh ne bom potreboval. Kako ne, mu je dejala mama, že v trgovini ti bo prav prišlo. Le kaj je mama mislila s tem? Pa si oglejmo, mama je nekega dne šla v trgovino in želela kupiti majico, ki stane 9,95 €. Nato je želela kupiti še avtosedež, ki stane 99 €. Ali še lahko kupi Lego kocke, ki stanejo 25,90 €, če ima v denarnici 130 €? Izračunajmo to nalogo s pomočjo zaokroževanja. Cena majice, ki je 9,95 €, zaokrožimo na 10 €. Ceno otroškega avtosedeža, ki je 99 €, zaokrožimo na 100 €. In ceno Lego kock, ki je 25 €, zaokrožimo na 30 €. Če vse cene skupaj seštejemo, dobimo 140 €. Mama bi v tem primeru ugotovila, da nima dovolj denarja, saj ima 10 € premalo. V primeru, da bi mama nepravilno zaokrožila cene, to pomeni, da bi ceno otroškega avtosedeža zaokrožila navzdol na 90 € in ceno Lego kock bi zaokrožila navzdol na 20 €, bi izračunala, da za vse stvari skupaj potrebuje 120 €. Zato bi mama na blagajni doživela zelo neprijetno situacijo, saj bi blagajničarka od nje zahtevala 133,95 €. Zato je pomembno, da znamo pravilno zaokroževati. Kako pravilno zaokrožujemo na desetice? Če je na mestu enic 1, 2, 3 ali 4, desetice zaokrožimo navzdol. Če je na mestu enic 5, 6, 7, 8, 9, pa zaokrožimo desetice navzgor. Poglejmo si prvi primer. Število 5 moramo zaokrožiti na desetice. Število 5 leži med številoma 10 in 0. In ker pravilo pravi, da če je na mestu enic 5, zaokrožimo število navzgor, pomeni, da v tem primeru število 5 zaokrožimo na 10. Poglejmo si še nekaj drugih primerov. Število 18 zaokrožimo na desetice. Pogledamo, kje leži število 18, ker število 18 leži bližje številu 20 kot 10, zaokrožimo število 18 na 20. Število 22 zaokrožimo na desetice tako, da pogledamo, kje število 22 leži. Število 22 leži bližje 20 kot 30, zato število 22 zaokrožimo na 20. Sedaj si ogledamo še primer, kako večje število zaokrožimo na desetice. 102 moramo zaokrožiti na desetice. V tem primeru stotico pripišemo, 1 pripišemo, enico pa moramo pogledati, kje leži. 2 leži med 0 in 10 in ker je 2 bližje 0, 2 zaokrožimo na 0. Zato smo zaokrožili število 102 na 100. Poglejmo si še nekaj primerov.
Tudi število 557 moramo zaokrožiti na desetice. 5, to pomeni stotico, prepišemo, pogledamo, kje leži število 57. Število 57 leži bližje številu 60 kot 50. Zato število 57 zaokrožimo na 60. Pred tem smo stotico že prepisali. Paziti moramo pri primerih, kot je tale. Število 899 zaokrožimo na desetice tako, da pogledamo, kje leži število 99. Število 99 leži med dvema deseticama 90 in naslednje število je stotica, to je 100. Zato se bo tudi v našem primeru stotica povečala za 1. Tako da število 899 zaokrožimo na desetice tako, da zaokrožimo na 900. Število 1319 moramo zaokrožiti na desetice. Tisočico enko prepišemo, stotico trojko prepišemo, pogledamo, kje leži število 19. Število 19 leži bližje številu 20, zato število 19 zaokrožimo na število 20. Število 1319 smo zaokrožili na desetice na 1320. In še zadnji primer, 6007 zaokrožimo na desetice. Tisočico šestko prepišemo, stotico nič prepišemo, sedaj pogledamo, kje leži število 7. 7 leži med številoma nič in 10 in ker 7 leži bližje desetki, zaokrožimo število na 10. Število 6007 smo tako zaokrožili na desetico in smo dobili 6010. Zanimivost pri tem je, da vsa števila, ki jih zaokrožujemo na 50, so število 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 in 54.